Tokrat v občinskem informatorju. Novi upravljavec hotela Habakuk napoveduje ohranjanje najvišje ravni kakovosti. Direktor družbe Nigrad je podal odstopno izjavo. Na Muti so tekmovali v streljanju z zračno puško in v pikadu. Pestro dogajanje na Art Campu in odru Triglav. Prepolski hroščeki so se iz Štajerske odpravili z mopedi na Vršič in v Bovec. V Vuzenici so imeli ob dnevu državnosti slovesnost. Druga tradicionalna gasilska golažijada v Hočah. Kolesarski vzpon na Pernice. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v Mariboru. Novi upravljalec hotela Habakuk pod Mariborskim Pohorjem, ki je to vlogo prevzel 1. junija, po spremembi lastništva hotela napoveduje ohranitev kakovosti ponudbe in storitev po najvišji ravni. Na podrobnosti pa v nadaljevanju. Hotel Habakuk je za 4 zvezdicami najvišje kategoriziran hotel v Mariboru. 1. junija je dobil novega upravljavca, gre za podjetje Artana, ki je v nemški lasti. Prevzeli so tudi zaposlene v hotelu. Direktor Artane ni skrival navdušenja nad hotelom. Like to say that we are extremely proud to be in Maribor and with this hotel. It is one of the most beautiful properties I've seen in many, many years, and we are very, very excited to take over the operation of this property. We're very happy that it has got a local owner who is anchored in the local community. That is always very, very important when it comes to the success of a hotel. Trudili se bodo, da bodo še naprej razvijali kongresni in športni turizem. Odprti pa so tudi za številne druge možnosti. Želimo bolj močno kampanjo za to, da Maribor res postane številka 1 za kongrese, ker danes tudi v tej dejavnosti niso pomembni samo prostori noter, ampak tudi scena in produkti zunaj hotela. Mi želimo okrepiti destinacijski menedžment nazaj, povezati še več vinarjev, lokalnih dobaviteljev v ta hotel. To nam je zelo, zelo pomembno. Pojasnil je, kakšne prenove sledijo. Dokončana, ne vemo še točno kdaj, ampak v roku 2 let tudi, ko bomo točno vedeli, kakšno produkcijo želimo na terasi, ker veste, da imamo skoraj 8000 kvadratov še nedokončane terase, to se pravi zunaj. Poskušali bomo, to se pravi že do naslednje sezone, odpreti tudi lepotni center, wellness, fitness, bazeni že funkcionirajo. Zdaj bomo seveda, imamo še okrog 300 kvadratov lepotnega centra. Tukaj bomo pripeljali tudi neke moderne tehnologije, ki jih potrebujejo tudi športniki, kot so kakšne hiperbarične komore, potem krio in take stvari. Letos nameravajo obeležiti 50-letnico hotela in takrat bodo po njegovih besedah že lahko povedali kaj več. This hotel is 50 years old. It doesn't feel like it. It looks like it's 2 years old. But we will have, we've just taken over the operation. We did that on the 1st of June. We're still learning about the property, about the people, about Maribor, and it is important for us to understand where we are before we start making any changes if necessary. But one thing we know for sure is that we will have a 50-year party. Velike priložnosti vidijo v kombiniranju ponudbe s ponudbo Vinaga. Pozitivno je tudi to, da je v zadnjih mesecih hotel ponovno dobro zaseden. Po včerajšnji seji nadzornega sveta družbe Nigrad d.o.o. so seznanili javnost, da je direktor družbe Tomaž Kavnik nadzorni svet obvestil, da bo s 1.8.2024 zapustil mesto direktorja zaradi novih kariernih priložnosti in ciljev. No, podrobnosti pa v nadaljevanju. Do 1.8. družbo Nigrad vodi Tomaž Kavnik, ki je podal odstopno izjavo. Z njegovim delom so bili sicer izredno zadovoljni. Dosedanji direktor Nigrada, gospod Kavnik, v tem letu pa pol firmo res vodil zelo dobro, odlično. Firma je v bistvu se stabilizirala, umirila se je, kar je najpomembneje, izginila iz medijskega prostora s prvih strani, kar v preteklosti ni bila navada, in tudi poslovni rezultati delovanja družbe so bili zelo dobri. Lansko leto je družba zaključila za 700 000 evrov dobička. Tudi prvi meseci letošnjega leta so pozitivni. Moram povedati, da je podjetje konsolidirano, tudi notranja reorganizacija je pravzaprav pripravljena, sistemizacija pripravljena. Res je, da bomo zdaj počakali na novega direktorja.
ampak moram oceniti, da je bilo njegovo delo res odlično in sam kot predsednik nadzornega sveta, kot tudi ves nadzorni svet družbe res obžaluje, da je pač sprejel to osebno odločitev. Bojijo se, da se bodo takšni odhodi dogajali tudi drugje. Nadzorni svet je na seji sprejel odločitev o takojšnjem razpisu za novega direktorja družbe. Ta bo kmalu objavljena. V ponedeljek gre razpis ven. Mi imamo namreč zdaj čas pravzaprav do 31.7., ko še je dosedanji direktor gospod Kavnik v hiši, da pač naslednika najdemo. Zdaj jaz seveda upam, da bomo dobili kandidata, ki bo seveda strokovno usposobljen, ki bo poznal razmere v komunalnem gospodarstvu, ki bo poznal razmere tudi v gradbeništvu. Pove, da bo imel zelo stroge kriterije. In kaj se bo zgodilo, če direktorja ne najdejo? Da iskali neke vmesne rešitve, neki scenariji so pripravljeni, vendar ne bi zdaj o tem, ker ta trenutek ni relevantno, ampak želimo si, da novi direktor, ki bo prevzel podjetje, da je strokovno usposobljen, motiviran, se temu reče v najboljši kondiciji, da gre podjetje po tej poti, ki smo ga tako v nadzornem svetu, kot tudi z direktorjem dosedanjim začrtali. Želi si dinamičnega človeka, ki bo imel v njihovem podjetju zagotovo možnost zrasti. Na Muti so priredili tekmovanje v streljanju z zračno puško na strelišču, ki ga je pred kratkim obnovilo domače strelsko društvo. V Bistriškem jarku pa so istočasno speljali še tekmovanje v pikadu, na katerega je prišlo veliko ekip. Društvo upokojencev Muta je na obnovljenem strelišču med občinskim praznikom pripravilo tekmovanje v streljanju z zračno puško. Se prijavljajo tu sosednja društva, od Ravne, Slovenjgradec, tudi z Velenja so prišle ženske streljati, tako da bom rekel, je kar dobro obiskovan turnir. Seveda smo šele na začetku, mislim, vsako leto bo več, tako da je kar uspešen turnir. Na tekmovanje je prišla ekipa iz Slovenjgradca, ki je na Muti že tekmovala. Prej še v starih časih, ko so še ti strelci bili tudi aktivni. Ko zdaj, recimo proje, pa ti niso več. Jaz še pa vedno vztrajam. Prišle so tudi 3-kratne državne prvakinje, ki so upale, da se jim bo letos uspelo spraviti med najboljše. Če letošnje leto, da bomo tudi imeli uspeh na državnem tekmovanju. Tule pa tudi že imate izkušnje na tem strelišču, samo zdaj, ko je obnovljeno, verjetno pa ne? Ne, to še nismo. Bomo danes videli, kakšno bo. So pa lepi spomini od lani. Res smo bile zelo lepo pogoščene, zelo lepo sprejete, tako da ja. Z lepimi občutki smo šle. Napeto, hkrati pa sproščeno je bilo v Bistriškem jarku, kjer se je tudi pod budnim očesom Društva invalidov Muta odvijalo tekmovanje v pikadu. Danes imamo 26 ekip in tudi enega posameznika, tako da vsako leto imamo približno tam nekje okrog 30 ekip. Se pravi pikado, so kakšna pravila, povejte malo. Lete, pravila so sigurno, vsak dobi v svoje runde 7 puščic, 7 metov, in tisti 7 metov po 30 števek vsakega posameznika. Borbeno so bili razpoloženi v ekipah, ki so prišle iz Slovenjgradca. Že 6-7 let, kar vodim to ekipo, hodim na te turnirje. Pripravljate, trenirate? Ja, absolutno, 100 na uro. Ekipa iz Mozirja pa je upala, da se bo po prvem krogu sreča obrnila v njeno korist. Sicer danes malo slabš kaže, ampak mislim, da dela druga runda bo. Tisto ne more ostati do konca. Ja, tako. Sicer je pa tako za njih, kot tudi za vse druge veljalo, da so prišli se podružiti z drugimi, poklepetati in tudi doživeti kaj, ne samo tekmovati. Sedaj pa Lento in lentanju. Med festivalom Lent se odvija tudi Art Camp z obilico zanimivimi delavnicami in drugimi dejavnostmi v Mariborskem mestnem parku. Obenem pa Art Camp ponuja tudi zanimivo dogajanje na odru Triglav. Kaj smo včeraj ujeli? Pravzaprav gre za improvizatorsko bando Fredamana. No, kako je bilo, poglejte v nadaljevanju. Lepo pozdravljeni iz mestnega parka. Smo tik pred začetkom predstave na odru Triglav, pa bomo najprej pogledali pravzaprav, kaj se dogaja te dni na odru Triglav in tudi v Art Campu. Kaj se torej dogaja? Specifično na odru Triglav imamo te dni predstave, koncerte,
otroške predstave, gledališke predstave. Danes se nam pridruži banda Ferdamana, jutri še policijski orkester, zaključimo pa v soboto z velikim koncertom Simpatika. Nenazadnje ste zagotovo veseli, da je toliko dogajanja, hkrati pa tudi v Art Campu, torej po parku za otroke, za mladino, za družine. Tako, sam Art Camp je zelo lepo obiskan, vsak najde kaj za sebe, kar lahko počne, vidi, sliši, ustvari, tako da lepo vabljeni. Z nami so tudi, lahko rečemo, kar banda, ne, Ferdamana. Kaj bo na odru? Kaj vi pravzaprav delate na odru? Torej, mi smo improvizatorji, gledališka improvizacija, kar pomeni, da nimamo naprej nič pripravljeno, ne Matic? Tako je, vse, kar se bo danes odvilo na odru, v smislu naših predstav in prizorov, bo nastalo na podlagi predlogov iz občinstva, bomo pa videli par zelo zabavnih improvizacijskih disciplin. Se pravi, če vam bodo dali kakšno besedo, jo boste tudi znali vplesti? Definitivno, ne samo znali, to je v bistvu naš primarni poklic. Ja, mi samo to delamo, uživamo, da nam ljudje dajo namige in lahko mi ustvarimo nekaj novega s tem. Tako, in poglejmo še, kaj si pravzaprav mislijo obiskovalci Art Campa in tudi odra Triglav o vsem tem dogajanju na festivalu Lent. Kaj tu delaš? Magneta delamo tukaj, pa mi je zelo fajn. Se pravi, si bila že večkrat tukaj v Art Campu letos? Letos še ne, zdaj sem prvič letos, ampak sem že bila večkrat tukaj. Kaj pa tam na odru, si že kaj pogledala ali pa se spomniš za nazaj, kak je bilo, ko so otroške predstave? Mislim, jaz sem že tu nastopala in bolj ne se ne spomnim za nazaj. Ti pa jagodo delaš, ne? Si bil že v Art Campu letos? Samo včeraj sem bil v Art Campu. Kak pa ti je tukaj? V redu. Kaj vse si recimo že počel ali pa videl, da se počne, tako da bojo tudi tisti vedeli, ko mogoče niso še prišli, da jih malo povabimo? Vidiš, da se dela kakšne za žuželke hišice, metle, pa polno drugih stvari, ne? Kaj pa tam na odru si že kaj ogledal lani, letos, si kaj videl? Lani sem gledal, letos pa še nisem. Imaš pa še čas? Ja. Kaj si se odločila, da boš naredila? Rožico, deteljico ali kaj? Triperesno deteljico in polje tu spodaj še taki srček, ki ga še moram narediti. To si se sama spomnila? Ali je že tako bilo narejeno? Tako je že bilo narejeno, pa sem se izbrala. Kak ti je pa všeč tukaj na delavnicah? Ful fajn. Ker si lahko izbereš, kaj boš delal in je pač bolj fajn. Kaj pa tam na odru Triglav si že bila? Se tudi tam kaj dogaja? Si že videla? Gledala sem en musical nekaj. In kak ti je bilo? Ful fajn, samo smo pač mogli iti. Ampak tisto, kar si videla, je bilo pa odlično. Ja. Slišali smo tudi mnenja obiskovalcev, tako da pridite vabljeni še zadnje 2 dni v Art Camp in na oder Triglav, kjer se odvijajo zanimive stvari za vse generacije. Prepoljski hroščki, kot so si nadeli ime mopedisti iz Prepolj, so se odpeljali iz domače občine Starše do Bovca. Njihovi načrti so bili v nekaj dnevih priti do Bovca, vmes pa celo svoje konjičke spraviti na Vršič. Zdaj so se že vrnili srečno domov. Poglejte, kako pa je bilo tik pred odhodom. Vsako leto se prepoljski hroščeki odpravijo v eno od slovenskih pokrajin. Tokrat so šli na Gorenjsko, celo na Vršič, nato pa v Bovec, od tam pa čez del Italije, nato pa domov. In zakaj imajo tako veselje z mopedi in vožnjo? To so vozila naše mladosti. Bolj star, bolj nor, včasih temu radi rečemo. In res je, zelo smo veseli, da smo te naše ljubljenčke ohranili, saj so večini naši iz naše mladosti, ki smo sedaj res nekje v 50 letih našega življenja, jih drugega za drugim obnovili, porihtali. Korona
je bila pa tista, ki nas je prikovala na domove in smo po domovih od dolgega časa začeli te stvari iskati in jih sestavljati. Seveda s tem tudi nadalje glancati, da so danes prišli do tega krasnega sjaja. Med temi, ki so se odpravili na pot, je bil tudi Boris Kurbus, ki nam je dejal, da se za njegovim mopedom skriva čudovita zgodba. Od otroštva sem imel željo za mopedi, motorje, v glavnem vsem, da si še ga jaz nabavim. Seveda se je ponudila prilika, iščem po tejle bolhe, absolutno v Žalcu. V času korone, ko je bilo vse prepovedano, gremo po moped, cena ugodna, takrat je 550, današnja cena je 1600 evrov plus. V glavnem takoj kolega sem, je privatnik, hvala Bogu, napisal papire, vzeli kombi v Žalec, kupljeno, videno domov, moped je v takšnem stanju, ko je bil takrat. Tako da, to je to. In zakaj se on vozi z mopedom, kaj mu je pri tem všeč, da ga je pritegnilo in da se zdaj skupaj z drugimi vozi? Moped zaradi tega, ker je enostavno 50, to gre 50 km/h, to ni zdaj neka brzina, se pravi, da bi se neka brzina razvila, vedno nas gre v skupini, vsaj 6-7, v glavnem to je ena avanturistična vožnja, pogled levo, pogled desno po naši čudoviti Sloveniji, v glavnem tako da dejansko smo že, bom rekel, dali čisto vse skozi, od Prekmurja, vinarje ja, v Lendavi, v glavnem lani Dolenjska, letos Gorenjska, pred 3 leti morje, tako da to je nekaj najlepšega, užitek, v glavnem, ko si vsedem na to zadevico in se s prijatelji odpravimo na pot. Prav vsi seveda vedo, da je na Tomosih znak zajčka, a vseeno niso hoteli biti prepoljski zajčki ali kaka druga žival. Malo iz šale, malo pa zares so se odločili za ime prepoljski hroščeki. Tu na Dravskem polju smo znani po krompirju in na krompirju je koloradski hrošč in smo rekli, da bomo pač imeli hrošča gor namesto zajca. Pa ne nazadnje, če imaš krompir, pomeni, da imaš srečo, ne? To pa tudi. Do zdaj smo še vedno imeli, tada nismo imeli nobenih okvar, pa nekih nesreč ali pa nekaj tajega. Tada moramo kar potrkati, pravi, da po lesu je najboljš, ne? Pa upamo, da še nas bo tako držalo naprej. Sam je na svojem mopedu, ki je letnik 1984, zamenjal vilice, da ima zdaj boljše vzmetenje. Imel ga je od moje mame stric, pa sem ga jaz pol podedoval, registriral, obnovil, tada skozi se pol neki vzdrževanje pravijo, da kdor maže, ta vozi, skozi nekaj vzdržujemo, da nas to pripelje varno na svoj cilj pa nazaj. Vse to je tisto, ne? Kljub vsemu, tudi če jemljate to kot avanturo, boste skrbeli tudi za varnost. Absolutno, imamo tudi, vedno smo v odsevnikih, prvi, zadnji, sredina imamo odsevnike, nekako se tako držimo kot motoristi, en levo, malo desno, tada pazimo na ena drugega, na promet. Tudi zdaj je po novem ogledalo obvezno, eno, mi imamo kar dve, ta vidiš levo, desno, nazaj, tako na motorju. In zakaj se on vozi z mopedom, kaj ga privlači? Če greš na motor, se moraš to obleči tako kot motoristično opremo, to pa le gre tam 50 na uro, lahko se v kratkih hlačah pelješ čelado gor, pa greš, ne rabiš nekih posebnih predsodur, se veste, kak je na motorju, čist drugače. Pa zdaj poleti, zakaj bi se z avtom, pa klima, pa piha po tebi, z motorjem pa si le, oziroma z mopedom si pa, tako kolega tudi prej rekel, veter v laseh mi ga nimamo, ne, ker imamo čelade, pa lesov nimamo. Drugače pa ja, ne vem, nekako si se navadil, od malih nog smo že imeli, ko smo bili stari najstniki, mopede in pač naj bo ostane doma pri hiši, pa je nekaj posebnega, ne. In takšna so tudi njihova potovanja po Sloveniji, kot je bilo zadnje, daljše ali pa tudi krajša. Uživajo v vožnji, na ogledih znamenitosti in tudi pri druženju. V občini Buzenica so dan državnosti, ki smo ga obeležili 25. junija, obeležili že z 30. pohodom po občini in priložnostno proslavo, na kateri so podelili tudi plakete Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Sprva s pohodom, nato s proslavo so v Buzenici obeležili dan državnosti. Odlično, ko je dobra družba, ko smo ljudje, ki znamo ceniti našo domovino, potem je odlično. Seveda skupna organizacija vojnih veteranov in pa častnikov, prav tako občine Turistično-informacijskega centra, je privabila kar dobro število ljudi. Nekako smo se sprehodili skozi naš lep kraj, en del našega lepega kraja, malo poskrbeli za obkrepčilo in seveda sedaj tudi ta osrednja proslava
proslava tukaj v kulturno-upravnem centru. Ob državnem prazniku je med drugim opozoril, da je dobro, da smo povezovalni, prijazni in sočutni. Lahko bi bili bolj ponosni, glede na to, da je res že od tega 33 let in takrat, leta 1991, 25. junija, tudi sam kot pripadnik teritorialne obrambe, moram reči, da smo torej tudi 2 dni po tem delu 27. junija, ko smo dobili poziv in smo se odzvali braniti domovino. Takrat še ne preveč resno mladi fantje, danes pa moram reči kar kakšno leto potem, po tako množičnem udeležbi na plebiscitu in o naši samostojni državi smo pričakovali pravzaprav več. Najpomembnejše ob državnem prazniku pa je zavedanje, da smo svobodni, samostojni in da je mir, ki pa glede na dogajanje v Ukrajini in Bližnjem vzhodu, ni tako samoumeven. Ozrli so se tudi v preteklost. Vojna, ki smo jo doživeli mi, je pokazala, kdo je iz kakšnega testa. Vsi tudi niso ali nismo bili pripravljeni za aktivnosti, nekateri bolj, nekateri manj. Nobenemu ni šla nobena zamera, ker na koncu so bili vpoklicani, so sodelovali. Z moje strani bom rekel vsem samo izrekam čast za pogum. Veseli so, da se pohoda ljudje udeležujejo v takšnem številu. Ta pohod je bil že 30. Se je dejansko pred 30 leti močna organizacija teh častnikov tudi na čelo z določenimi entuzijasti odločila, da bo te pohode tudi organizirala. Gre pa v bistvu dejansko za simbolni pomen vsega tega, da na tisti dan dejansko strnemo vsi skupaj svoje misli, pogledamo na spomin, ki se je zgodil, in pravzaprav na to, kar imamo, kar smo Slovenci dejansko stoletja pričakovali, imeli tisto skrito željo, to je pa tista svoboda, samostojnost, ki jo danes imamo. Obiskana je bila tudi proslava, ki so pripravili. Na njej so podelili plakete Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Za kulturni program je poskrbela glasbena šola Radlje ob Dravi, in sicer je ravnatelj Matej Švab igral kontrabas, učenec Luka Pališ pa harmoniko. Sicer pa je v avli kulturno-pravnega centra na ogled priložnostna razstava o osamosvojitveni vojni na Koroškem. Sedaj pa na pohorsko tržnico, kjer se je minulo soboto odvila druga tradicionalna gasilska golažijada, ki jo je priredilo prostovoljno gasilsko društvo Hoče. Kar 12 ekip se je na pohorski tržnici pomerilo v kuhanju golaža. Letos poteka druga tradicionalna golažijada. Prvo smo sprovedli v lanskem letu po Veselici. Glede na odziv tekmovalcev pa občanov je bilo pač zelo lepo sprejeto, smo rekli, letos ponovimo, sicer v drugem okolišu, malo bolj pristnosti narave v našem botaničnem vrtu, tako da zahvala tudi občini, ki nam je ta prostor omogočila, ter stojnice. Udeleženci so kuhali golaž iz 7 kg govejega mesa in enake količine čebule, kar je ustvarilo bogate in zelo okusne golaže. Prihajamo iz Hoč in okolice, naša skrivna sestavina pa je skrivna, tako da je ne bomo povedali. Ljubezen. Pripravo pa imamo tam sicer šefa kuhne, ampak pravkar sem malo govorila, ker ni dosti časa, dobro dela, dobro meso imamo, tako da vabljeni vsi pridite, če ne letos, drugo leto. Zanimalo nas je, kaj pomeni logotip na njihovi majici. To je naš hobi, ali mečemo pikado, ali špilamo ping-pong, zato smo tudi tako grajeni. Treba je držati linijo, Tako. Smo že razmišljali o šahu, ampak mogoče še malo par let bomo počakali. Same težke športe smo si izbrali, Med tistimi, ki so pripravljali golaž, so bili tudi čisti začetniki. Gre zelo čudovito na ogenj, to na stari način. Polje tudi brez nekih čiljev, bomo videli, kaj se bo z tega zgodilo, Ste že večkrat na... Sem začetnik, ja. Tako da smo prvi, smo z ženo smo prišla, tako da bomo videli, kaj bo, Od kje prihajate, so kakšni posebni recepti? Hoče 16, To so skriti recepti naših pravavic. To bomo videli, kaj bo, Strokovno ocenjevanje sta opravila 2 profesionalna kuharja. Predvsem pa se gre za teksturo, razkuhanost čebule, okus sami, pa seveda tudi izgled na koncu malo pri tem pripomaga. Najmlajši obiskovalci so se lahko zabavali na napihljivih igralih, medtem ko so starejši ob glasbi uživali v pripravljenih kulinaričnih dobrotah. Obiskovalci so imeli priložnost poskusiti različne vrste golaža in se strinjali, da se mora v prihodnje golažijado zares pripravljati vsako leto. Vsi so prejeli priznanje in pozornost okoliških lokalnih ponudnikov, najboljši pa so bili tudi nagrajeni.
No, minulo soboto pa se je ob 10. uri v Gortini začel tudi 8. rekreativni kolesarski vzpon na Prnice, ki ga je priredilo športno in mladinsko društvo Gortina. No, podrobnosti pa v prispevku. Na Muti se je odvil 8. rekreativni kolesarski vzpon na Prnice, ki je vedno bolj obiskan. Letos naletimo celo na poni kolo. Poni kolo. Tako, greste prvič s ponjem ali... Tukaj na Prnice pa res prvič, ja. Ste pa verjetno v mladosti se kaj vozil z njim, ali ne? Pa niti ne, nekaj ekstra. Pravzaprav se je vse skupaj začelo, ko se je začel goni poni na Vršič. Tako da, od tam naprej potem nekako malo bolj pogosto. Med tekmovalci, ki so se pridno nabirali, pa najdemo tudi domačine. Kar zelo, ja, to je domači, to je domača tule. Kaj to pomeni, kako pogosto greste tu? Da smo kar tedensko na tem hribu, ja. Da ni kaj nepoznanega, ne. Tudi na zdaj se znamo pelati počasi, ne. Kolesarji že prav komaj čakajo in to organizatorje veseli in še dodatno spodbudi k organizaciji. Ja, to je že res tradicionalni kolesarski vzpon, 8. že po vrsti. Moramo reči, da smo tudi 2 vmes izvajali, ki jih sicer ne štejemo zraven. V času korona smo naredili v okviru društva, ker nismo smeli širše, ampak se tega držimo, da naredimo ta tradicionalni kolesarski vzpon iz Gortine na Prnice. Letos je bilo udeležencev kolesarskega vzpona kar 32, na tekmovanje pa prihajajo iz celotne Dravske doline, pa tudi iz drugih krajev. Zdaj kategorije imamo ločene, zato da je tudi mogoče malo bolj fair do tistih, ki so malo bolj rekreativni, drugi manj rekreativni, tako da imamo do 18 let skupino moško in žensko, potem do 38, do 50 in pa nad 50. In pa tudi E-kategorijo, ker vemo, da vedno več je E-koles, zato tudi damo E-kategorijo in jih tudi posebej ocenjujemo, tako da je tudi pošteno do ostanih, ki nimajo E-koles. Zdaj, kar se tiče terena, gor imamo pripravljeno, otablirano, tudi redarje postavljene, tako da tudi zdravnika zraven, jaz mislim, da bo zadeva varno potekala, tam nam je glavno. Letos so prvič sodelovali tudi kolesarji z električnimi kolesi. In prav kolesar s tovrstnim kolesom je prišel prvi na cilj. In to le v 22 minutah, medtem ko je najboljši čas z navadnim kolesom znašal 34 minut in 28 sekund. Ja, to je druga kategorija. Ne vem, koliko nas bo danes, ampak nekaj bo. Koliko pa sicer z vašim električnim kolesom tako poprečno na leto prekolesarite? Pa lansko leto mislim, da sem okrog 1000 kilometrov. Med udeleženci so bili tako mladi in otroci, najmlajša kolesarka je bila stara 8 let, kot tudi veterani. Najstarejši udeleženec je bil star 70 let. To je za danes vse. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri ob 16. uri bodo v Majšperku sprejeli olimpijsko baklo in sicer na igrišču pri osnovni šoli Majšperk. Ob 20. pa bo sledila otvoritev muzeja Alfija Nipiča in sicer na Vaškem trgu v Jarenini. Veselo bo vse od 18. ure naprej, no sama slovesnost pa se bo začela ob 20. Sicer pa aktualno dogajanje ne zamudite na naših spletnih portalih lokalnec.si in mbreport.si. Želim vam lep konec tega tedna in nasvidenje.